Ja, lepo vprašanje. To je posebna lokacija v Mariboru. Huter blok je tako rekoč v centru mesta. In vsi, ki tu živimo, imamo dostop do vseh nujnih točk, ki so za vsak dan tako potrebne. Ne vem, če ima kakšno drugo mesto takšne ugodnosti kot prav Huter blok. Od nakupa živil vsak dan do drugih nujnih torej, postopkov, ki jih opravljamo preko dneva. Občina, apoteka, sodišče, banka. Vse to je v bližini, tako da nam je res nekaj korakov in zato ne potrebujemo nobenega prevoznega sredstva, da pridemo do tega nujnega cilja, ki nam služi za dnevno preživetje vsak dan. Huter blok je verjetno imel v mislih marsikatero ugodnost za prebivalce tega ogromnega imenitnega poslopja, ampak ni vedel, da se bo potem mesto tako razširilo, kot se je zdaj, prav v zadnjih desetletjih. No, in zato smo mu mi hvaležni in ni čisto nič čudno, da ljudje, ki pač lahko, zmorejo in želijo živeti v mestu, si izberejo prav Huter blok. In ni vseeno, ne samo zaradi lokacije, temveč tudi zaradi drugih ugodnosti. Recimo že to stanovanje, kjer z ženo živiva zdaj že skoraj 40 let, je prostorno, lepo, svetlo. Nudi ugodnosti, ki jih pač vsak človek potrebuje v domu. Tu smo doma, tu živimo, tu se lahko sprostimo, po delu, po opravilih pridemo k sebi. Lahko počnemo stvari, ki jih sicer ne bi in ki jih nikoli zunaj doma ne počnemo. Recimo, če grem zjutraj po časopis v pižami. Seveda vzamem haljo, da se v dvigalu ne srečam s sosedi, ki bi se čudili, zakaj sem v pižami. Ampak to ob strani. Potem seveda preko dneva, kaj vse lahko storimo. To so vse ugodnosti, za katere res takrat, ko pride debata o Huter bloku na dan, se spomnimo ustanovitelja tega in prvega graditelja in smo mu res vsi za to zelo hvaležni. Še jaz? Zakaj mi je lepo živeti v Huter bloku? Zato, ker je tukaj en določen mir, predvsem je veliko svetlobe. Imamo prekrasen razgled na piramido. S tem, da živiva v vrhnjem nadstropju, je to ena dodatna kvaliteta. Ne smemo pa pozabiti na samo gradnjo te velikanske stavbe. Kako je bila zgrajena, na kakšen način, tu ni nobene betonske gradnje, to je stara, klasična, opečna gradnja z vsemi kvalitetami in prednostmi, ki jih tak način gradnje ponuja in daje. Tako da poskušala sva čim več ohraniti tega, kar je bilo v prvotnem načrtu. Vsega seveda se ni dalo. Morali smo prilagoditi današnjim razmeram, ampak kar je bilo mogoče, sva ohranila. In to je, mislim, da zadnjič ste zaradi tega tudi prišli sem, ker so vam povedali, da imava midva še originalno kopalnico. Vsaj deloma ohranjeno. No, in skratka, lepo je tukaj. Rada sva tu. Pravzaprav je res posebno. Čeprav nimam več tega občutka, ker se mi zdi, da je normalno. Da je vse tako, kot pač mora biti. Več stvari je pravzaprav. Jaz sem v Huter bloku šele 12 let. Ampak, če pomislim, Huter blok poznam iz osnovnošolskih časov,
ker sem živela v Cafovi ulici, to je zelo blizu in so bili vsi moji sošolci, mnogi moji sošolci v Huterbloku doma. In sem bila pri njih doma, tako da sem nekatera stanovanja poznala že kot otrok. Potem so bili moji sošolci doma v Huterbloku, ko sem bila v gimnaziji in smo imeli tukaj hausbale in se obiskovali in se tukaj učili in vse mogoče. No in po eni obletnici mature je moja sošolki mama umrla, sem vedela, da tu stanuje v Huterbloku in sem ji rekla, kaj bo naredila s stanovanjem zdaj, ko je ona sicer živi v Ljubljani. Sem rekla, kaj boš ga oddajala? Je rekla, ne, prodala ga bom. In nič mi ni potegnilo. Ob tem, da sem že nekaj let govorila, da bi si želela živeti v mestu, ker sem vedno bolj stara, ker sem težko zmogla stopnice in sem se pri sebi obljubila, da bom se preselila v center mesta, kjer bo lift. Vsako stanovanje se pa da adaptirati. Ampak predtem sem pa že adaptirala eno stanovanje na onem koncu, na tem koroškem koncu Maribora. In nisem imela tako strašne potrebe potem, da bi zopet menjala. Ampak ko sem to slišala, doma razmišljala po tej obletnici mature, da bi se preselila v mesto, da bo ta prodala stanovanje, mi je naenkrat potegnilo, pa jaz skozi govorim, da hočem v centru mesta stanovati. In tam vem, da je lift in poznam stanovanja v Huterbloku. In jo takoj pokličem in sem rekla, poslušaj, jaz bi prišla pogledat. In ko sem stopila v to stanovanje, tam sem imela prej 3,5-sobno stanovanje. In ko sem stopila v to stanovanje, v to dnevno sobo in pogledala skozi balkonska vrata, sem se drla takoj, kupim. Jaz sem se zaljubila na prvi pogled. In sploh nisem vedela nič o tem, da je to samo enosobno stanovanje, jaz pa iz 3,5-sobnega, da bo treba to adaptirati pravzaprav, ker je bilo lepo urejeno, na nek način se mi je zdelo urejeno. In tako, ko sem se odločila, da bi to bilo primerno veliko, šele potem sem začela, zanašala sem se seveda na arhitektko, da bo ona povedala, kako bomo to priredili, da bom jaz lahko tu živela. No in tako sem potem sprožila ta postopek. Ampak če primerjam, da sem staro stanovanje, prejšnje stanovanje, ki je bilo v bloku, ki je bilo 40 ali pa 50 let mlajši od tega, da sem potrebovala 5 mesecev, da sem ga adaptirala, ker smo mogli menjati že vso elektriko in vse mogoče. In če primerjam adaptacijo v Huterbloku, ki je bila gotovo dobesedno v enem mesecu pa pol, z istim zidarjem, ki je vse te adaptacije prevzel, potem si lahko mislite, da so tukaj tekle stvari, tisto, kar je bilo nujno, smo naredili. Vse ostalo je pa ostalo tako, kot sem našla. Menjali smo okna, zato ker so bila že vsa, zelo se je slišal promet z ulice, niso več tako zelo dobro tesnila, recimo. Ampak ko so delavci razdrli ta okna, so rekli, da jih srce boli, ker morajo razdreti tako zdrav les in ga ven metati, ob tem, da bomo zdaj pač dali not plastična. No in recimo in tako je šlo naprej, da je bilo polno enih presenečenj, kako tu so stvari pravzaprav štimale. V vseh teh letih ni bilo nikoli elektrika zamenjana, zdaj smo jo pač zamenjali, ko smo že ravno delali. Ampak verjetno bi funkcionirala dalje. No in kmalu smo v tem vhodu smo spoznali gospo, ki sta ji moja vnuka pravila 64 let. To spominja na tisto pesem Beatlesov. Ampak govorila je o 64 letih, da je ona staroselka in živi v tem Huterbloku že 64 let. Zdaj je ta gospa še vedno živa. Nažalost vas ne morem poslati k njej, zato ker je zelo oslabela že, pa gluha, pa ne more odpreti vrat sama in podobno. Ampak zdaj je pa seveda že 74 let v tem bloku, še vedno, torej zadovoljna. In v trenutku sem imela tudi tukaj
en kup mojih dobrih prijateljev, ki tu stanujejo, so stanovali že od prej, ali pa dobrih znancev recimo. Ostale sem pa tudi pridobila. Tako da je to ena od stvari, zakaj je tukaj prijetno živeti. Če se zjutraj zbudim, pogledam čez dvorišče, pogledam k Lipovškovim in vidim, zbudili so se, v redu so in tako naprej. Oni pogledajo k meni, kako pa to, da si imela rolete dol, kaj te ni bilo v Mariboru, in podobno. Tako da imamo eno skrb en za drugega, tudi to je ena od stvari, zaradi česar je tukaj dobro in prijetno živeti. Poleg tega je še ena prednost, da je večina, mislim, da je samo eno stanovanje občinsko, drugače so pa čisto vsa stanovanja, smo etažni lastniki. In mi sami upravljamo blok. Kar ne bom rekla, da je vedno lahko, zaradi tega, ker je tukaj zelo veliko nas starih že. In stari so taki, da ali so za vse, ali pa niso za nič. In potem imamo mi težavo, kdaj kakšno novost ali pa spremembo vpeljati. Ampak v glavnem zelo dobro funkcionira ta skupnost etažnih lastnikov in se zelo lepo skrbi za blok, kolikor le zmoremo in kolikor imamo denarja in tako naprej. Tako da, kar se tega tiče, je tudi to ena zelo uspešna skupnost. No, kar se pa tiče samega stanovanja, je pa, kaj je mene tako navdušilo in sem včasih razmišljala. Prvič so dosti višji stropovi, kot so bili v tistem modernem bloku. In kar ti naredi naenkrat občutek enega zraka in ene prostornosti in ti je ugodno. Vsi materiali, pravzaprav ni bilo potrebno skoraj nobene prezidave. Kopalnico seveda adaptiramo, ne. Staro bano smo pa le vrgli ven, ker je bila pač na neki način zdelana. Ampak lavabo imam še zdaj v kleti, ker je popolnoma ohranjen, tako kvalitetni materiali so bili. Recimo v kuhinji in kopalnici so bile enake ploščice in stranišču. Niti ena ploščica v 80 letih ni odpadla. Nič ni bilo počeno, nobena ploščica ni bila niti počena. Tako da je mojemu zidarju srce krvavelo, ker je moral tako zdrav material odluščiti in zamenjati, ker sem si pač zmislila malo drugačno kopalnico, tisto bano sem dala ven, ne. No, in takšne, to so bile največje spremembe in kuhinjo sem morala zamenjati, ampak kuhinja tako ali tako prvotno ni bila v Huterbloku opremljena. S štedilnikom ja, ampak ne pa z drugim. Tako da, to so recimo ene reči, ki te navdušujejo. Vedno znova sem se čudila, kako je pravzaprav v Huterbloku tako vse, kako bi rekla, po pravi meri. Kopalnica mi je ravno prav velika, stranišče je posebej, potem dnevna soba je zelo velika, kar mi je zelo všeč, ker tu preživim večino časa in ne morem v enem takem malem paketeku biti zapakirana v eni majhni sobi, ne. Potem, kot rečeno, ta oblika tega bloka se je izkazala s tem velikim notranjim dvoriščem, ko se pravzaprav kar čez okna lahko pogledamo, kdo je kje, kak in kaj, prijatelji predvsem, ne. Se mi zdi strašno posrečena, ne. Da je neko notranje dvorišče, kjer imamo mi na koncu koncev tudi garažo, ne. Ker imamo zaprto z rampo. Tako je polno enih reči, da o tem ne govorim, da sem hotela iti v mesto, zato ker sem računala s tem, da nekega dne ne bom več imela avta in bom lahko še vedno hodila v gledališče in v kino in v trgovine in predvsem pa v 3 parke. In zdaj izkoriščam ta velik park redno in moram reči, da sem presrečna in da sploh si nisem, pa v mladosti sem hodila v ta park, ampak zdaj šele odkrivam, kak šarmanten mestni park imamo. In nisem razumela, da v obdobju covida so ljudje niso hodili v park. Ko bi bili na distanci, pa bi lahko hodili, pa bi ga lahko polno uživali. In park je bil osamljen, nekaj pasjih lastnikov se je sprehajalo in nekaj starih žensk. To so pravzaprav mogoče zdaj malo na hitro napraskane skupaj te ugodnosti, ampak veste, kadar je nekaj zelo normalno ali pa zelo
prijetno ali pa v redu, takrat sploh ne razmišljamo, kako da mora tako biti. V resnici pa se dostikrat spomnim na svoje bivše stanovanje, ki je bilo narejeno mislim, da je bil letnik 63, ko je bil blok zgrajen, ampak je imel strašno veliko pomanjkljivosti, da tako rečem. Ne, polno stvari je bilo treba popravljati in prilagajati in fasado menjati in streho menjati in vse mogoče smo mogli popravljati. Tukaj so te stvari precej solidne. Tako da vzdrževati ta blok, po moje, recimo, ena od stvari, ki je bila meni zanimiva, da sem imela neke težave z radiatorji, ki so novi, in je prišel en gospod, ki je sicer za klimatske naprave strokovnjak, in je rekel, in si je ogledal to stanovanje, čeprav sem na vrhu, nad mano je samo streha, ne, ravna streha, in je rekel, veste kaj, meni se zdi, da vi ne boste potrebovali klime. Sem rekla, kako to? Je rekel, zato, ker so ravno prav debeli zidovi, ker čeprav ni blok izoliran. In res, jaz mogoče zdaj ne 3 leta imam klimo, ko so zadnja poletja tako strašno vroča, prej pa tukaj ni bilo, ker je napušč tako velik, tako da primerno projektiran, da tako rečem, ker poleti mi nikoli sonce ne sije skoraj da komaj doseže rob balkona. Pozimi pa mi sije skozi vrata na balkonu do vrha, ko je sonce nižje. In mi greje stanovanje. Tako modro je narejen, kar naprej naletim na nekaj, kako so nekaj pametno naredili. Ali pa recimo neprestano se čudim, v koliko je vrst stanovanjih sem že bila v Huterbloku. Kot rečeno, od osnovne šole dalje sem obiskovala ljudi v Huterbloku in kako je po meri vseh mogočih ljudi to narejeno, ne. Recimo tole, da je to enosobno stanovanje, kdo bi si mislil, ampak dovolj veliko zame, ne. Je pa tako veliko po kvadraturi, kot je bilo tam 3,5-sobno stanovanje. In s temi sobami ni bilo drugega, kakor da si noter nalagal stvari, ki pravzaprav bi bilo boljše, da jih ne nalagaš. No in take stvari odkrivaš pravzaprav, kako je polno enih reči zelo, zelo solidno narejenih. Vedno znova se čudim, kako je recimo ograja na balkonu, stara 80 let. Je sicer bila zdaj prepleskana, ko sem se vselila, in je taka, kot je po moje bila. Tudi tla na balkonu so taka, kot so bila. In nimam nobene potrebe jih menjati. Tudi parket je še vedno prvoten. Mnogi so zamenjali parket. Moja snaha je rekla, ko je prišla pogledat, kaj bom jaz kupila, je rekla, veš kaj, to stanovanje ni v redu. To škripa parket. Sem rekla, nič hudega, jaz sem na škripajočem parketu gor zrasla. Včasih so parketi škripali, pa čevlji tudi. Danes čevlji tudi ne škripajo več in parketi tudi ne. In to so take prisrčne, bi rekla, pomanjkljivosti, ne pomanjkljivosti, drugače je, ne, ampak so stvari, ki nas ne motijo. Tako da je, kot rečeno, vedno znova ugotavljam, da je meni tukaj dobro. Zaradi kvalitete gradnje, ki jo je imel Huterblok, ki je seveda imel del, in mene ta arhitektura, Devova arhitektura spremlja pravzaprav od osnovne šole, saj sem hodila v osnovno šolo Slavko Šlander, ki sta jo naredila Dev in Černigoj. Nato moja mama je delala v zdravstvenem domu, ki sta ga prav tako naredila ona dva, in so me te njune stavbe, velike, veličastne, spremljale pravzaprav celo življenje. In potem, ko smo se preselila leta 1989 z Markom v Huterblok, kjer je živela že njegova babica, mi je bilo to samo neko nadaljevanje mojega bivanja v njihovih stavbah. Kvaliteta te stavbe je seveda absolutno v teh tlorisih, v prostorih, ki ti dajo res, kako bi rekla, neko, nadaljevanje mojega bivanja v njihovih stavbah. Kvaliteta te stavbe je seveda absolutno v teh tlorisih, v prostornih, ki ti dajo res, kako bi rekla, neko,
prostor za dihanje, nikoli nimaš potrebe, da bi šel pravzaprav na sprehod, ker se lahko po stanovanju sprehajaš. In pa seveda za to vso infrastrukturo, ki jo nudi z parkiriščem, z dvigalom, z centralno kurjavo, in pa seveda samo bivanje v prostorih, ker so še uporabljeni kvalitetni materiali, te ne zadušujejo, ne, ti dajo dihati. Ni gips plošč, pravi parket, stavbno pohištvo je leseno, čeprav je zelo veliko ljudi že menjalo okna v plastična, kar se mi zdi škoda, no, ampak to je druga stvar. In pa predvsem me pri teh stanovanjih so mi zelo všeč tlorisi, ki razmejujejo dnevni in nočni del stanovanja, ne. Mi smo sedaj že v 3. stanovanju. Prvo je bilo 4-5 sobno, v katerem smo živeli z babico, nato smo se preselila v manjše, nakar nas je prišla soseda vprašat, če bi menjali, da bi šla ona v manjše in mi v večje, in smo to tudi naredili. In ko sem prišla v njeno stanovanje, kjer smo še zdaj, me je strašno fascinirala ta velika predsoba, ki je bila pobarvana rdeče, z lestenci iz 70-ih, z psihadelično tapeto v dnevni sobi. In ker smo se selili direktno iz enega stanovanja v drugega, nismo pravzaprav ničesar obnavljali, ne. Improvizirali smo kuhinjo, spalnice, vse. In smo potem sčasoma, ko smo bili v tem stanovanju, postopoma spreminjali sobe in delali bivalne. Je pa seveda tudi lokacija izvrstna, ker otroci so imeli čez cesto šolo, čez cesto glasbeno šolo, telovadnico, vse je bilo blizu, gledališče, tako da ta lokacija je absolutno top, ne. Se mi pa zdi zelo kvalitetna tudi za starejše ljudi, ker so sredi mesta, ki jim nudi vse, ne pa da se morajo preseliti nekam v neka manjša stanovanja, ki so izven mesta, kjer ni nobene komunikacije, ni življenja. To se mi zdi, in si želim, da bi v tem stanovanju še res ostala do konca. Jaz sem se namreč v Maribor preselil, ko sem zaključil študij v ljubljanski fakulteti za arhitekturo. Poznal sem pa Maribor seveda v prejšnjih letih, ker smo hodili v mariborsko gledališče, iz Celja smo se vozili, in tista stavba, ki se je meni kot dijaku, pa kasneje seveda študentu, najbolj vtisnila v spomin, je seveda Huter-blok, ne. To je znamenita stavba mariborska, ki ga vsi Mariborčani poznamo, ne. Jaz sem imel, pač z ozirom na mojo družinsko situacijo, nekaj časa tudi bivališče v tem bloku, in moram reči, da prej, dokler sem gledal stavbo od zunaj, ne, je bila seveda moja presoja drugačna kot od tistega časa, ko sem v stanovanju prebival, ne. Namreč funkcionalna ureditev stanovanj je bila tista, ki pravzaprav bi jo morali upoštevati tudi naši kolegi v marsikaterem primeru. Namreč to je bila tipična funkcionalna zasnova stanovanjskega bivanja, ne. Ločeni sanitarni prostori, ločeni te skupni prostori in seveda intimni prostori, kot so spalnice, otroške sobe in tako naprej, ne. In to je bilo meni fascinantno, da sem pravzaprav imel priliko živeti v takem stanovanju, jasno kot podnajemnik, ne kot najemnik, ne. Vendar to je bilo meni zelo, zelo dobrodošlo, da sem pravzaprav potem v svojem poklicu se velikokrat skliceval na te zasnove, ki jih je ta kolega pripravljal pred tolikimi in tolikimi desetletji, ne. To je meni ostalo v spominu. In kot dijak torej celjske gimnazije smo hodili tudi v gledališče v Maribor in vedno smo šli seveda peš od železniške postaje mimo Huter-bloka. In to je bil pojem. To je bil pojem in mislim, da je bilo tudi to krivo, da sem se jaz kot dijak odločil za študij arhitekture.
Del zelenice je ostal ves čas, torej en del, ki je namenjen stanovalcev in tudi zmeraj je bilo tukaj otroško igrišče. Možno, da je bila kakšna od prvih zasnov res za parkovno zasaditvijo, je pa tudi takrat v duhu časa bilo parkirišče namenjeno že parkiranju avtomobilov, zaradi tega, ker je v sami stavbi in tudi v stavbi, osrednji stavbi v sredini dvorišča, kjer je kurilnica in prej pralnica, so tudi vključene garaže. Torej 20 garaž je že bilo v osnovni zasnovi, kar je za tiste čase, torej za tik pred drugo svetovno vojno, bilo verjetno nadstandardno. Kasneje se je pa seveda to parkirišče spremenilo v celoti v parkirni prostor, razen tega dela, kjer je ta zasaditev ves čas ostala. Jaz mislim, da bo verjetno v prihodnosti, mogoče ne tako bližnji, možno to zasaditev širiti oziroma povečati število dreves in zelenih površin na dvorišču. Je pa to seveda povezano z številom avtomobilov, ki jih imajo stanovalci. V tem trenutku to še ni možno, se bo pa verjetno v naslednjih letih ali pa desetletjih način uporabe avtomobilov spremenil in bo manj lastniških avtomobilov in takrat bo seveda tudi, jaz upam, več zelenih površin. Se pravi, Hutorjev blok svojo tipologijo, se pravi karejskega bloka, ustvarja kakovostno stanovanjsko okolje, ki je nekako predpogoj za kakovost bivanja. Se pravi, načrtovanje visoko kakovostnega stanovanjskega okolja vključuje raznolike parametre, urbanistične arhitekturne parametre iz različnih vidikov, okoljskega, sociološkega, kulturološkega, funkcionalnega, z ciljem nekako po humano orientiranem okolju za bivanje. In če natančneje definiramo, je stanovanjsko okolje Hutorjevega bloka načrtovano po meri človeka, se pravi stavbno tkivo ne presega 5 do 6 etaž, kjer človek še vedno nekako občuti, se nekako združi z odprtim prostorom in tudi sama dimenzija stavbnega otoka. Ključno pa je vsekakor, se pravi, členjenost odprtega prostora, se pravi, raznolika tipologija odprtega prostora, nekakšna hierarhija odprtega prostora, se pravi, polzasebno dvorišče kare, ki je namenjeno stanovalcem na eni strani in na drugi strani javni prostor ulice. In se pravi prostor vmes, poljavni prostor, ki je definiran nekako z odmikom med stavbo in ulico v zelenju, in zasnovan z ritmično zasnovanimi motivi vhodov, ki nekako na eni strani spodbujajo socialno interakcijo, na drugi strani pa varujejo intimo. Če nadaljujemo, nekako raziskave potrjujejo, da obstaja močna povezava med jasno definirano teritorialnostjo in na drugi strani občutkom pripadnosti in varnosti. Se pravi, človek instinktivno želi nekako definirati, kaj je njegovo, kaj je skupno, zato tudi načeloma v splošnem stanovalci nadzorujejo in nekako vzdržujejo prostore, ki jih smatrajo za svoje in se z njimi tudi identificirajo. Tako da na primeru Hutorjevega bloka vidimo ravno odlični primer tega vmesnega prostora, se pravi pol javni, pol zasebne prostore, ki nekako omogočajo potem postopen prehod med javnim in zasebnim. In nekako je ta občutek pripadnosti temeljni element humanega okolja in tudi nekako prinaša pri načrtovanju trajnostne družbe in rabe. Če nadaljujemo z stavbno maso, se pravi, v Hutorjevem bloku se nahaja 130 stanovanj različnih tipov, ki so sodobno tudi opremljeni z ložami. In pomembno je, da so stanovanja od enosobnega do 5-sobnega, ki tudi nagovarja različne uporabnike, različne oblike, različne skupine. Se pravi, načrtovanje je za vse ljudi. Tako da avtorjeva, arhitektova skrb se ni zaključila pri načrtovanju te stanovanjske celice, stanovanjske enote, vendar je skrbno načrtoval tudi notranji odprti prostor. Se pravi, vsa stopnišča so naravno osvetljena, prezračevana, kar je zelo pomembna tema tudi danes.
čeprav praksa tudi danes drugače načrtuje, in pa vsekakor dovršeno, oblikovalsko dovršeno načrtovanje teh vstopnih avel, ki nekako stanovalca kar malo zdržijo, ne pa da zdrži proti cilju. Tako da lahko vsekakor trdimo, da ima stavbni otok svojo lastno identiteto. No, poudariti pa je prav tako potrebno nekakšno vlogo zelenih površin, se pravi, Hutarjev blok je postavljen in se navezuje na mestni park, preko mestnega parka pa tudi na zeleno zaledje. Na drugi strani pa nekak dialog z središčem mesta in po prvotnem načrtu je bilo v srednjem, tem polzasednem kareju načrtovano nekaj garaž, danes pa, ko vidimo, je to predvsem podrejeno mirujočemu prometu. Tako tudi še do danes ni bila izvedena ulična pritlična fasada v kamnu, ki nekako najbolj komunicira z mimoidočimi in bi še eksplicitneje nekako soustvarjala to mestotvorno podobo Maribora. Tako da se pravi stavbni otok izraža neko dvojnost, se pravi neko mehko notranjost in intimnost ter neko formalnejšo zunanjost in dialog z mestom. Nazadnje bi še izpostavila tudi trajnostno načrtovanje, ki ga potrjuje tipologija z visoko izrabo, se pravi tal, in pa tudi ob prihodnjem, ob umeščanju morebiti zelenih površin v tale notranji atrij, ne samo pri Hutarjem bloku, ampak tudi drugih karejih v mesto, bi lahko kljubovali, se pravi, pregrevanju odprtih površin, ki so posledica klimatskih sprememb, in nekako omogočali, spodbujali socializacijo v neposrednem bivalnem okolju, se pravi aktivno in pasivno rabo stanovalcev, kot nek zelen skupni podaljšek stanovanja in nenazadnje z zelenjem še so vplivali oziroma še pozitivneje vplivali na mentalno počutje in mentalno zdravje ter dobro počutje stanovalcev.